Veste, kaj je danes moja misija? Renault me je povabil na predstavitev svojega modela Zoe, ki mu je konkretno povečal baterijo, da zdaj lahko prevozi kar 400 km. Vedno, ko se s kom pogovarjamo o električnih avtomobilih, pravi, da ko bodo naredili tam kakšnih 300 km, da potem bo pa to že to. In zdaj so meni dali nalogo, da tole baterijo čim prej izpraznim. Na zavitih portugalskih cestah so mi pripravili skoraj 200 km dolgo progo in prav nič jih ne skrbi, da jih bom moral vmes poklicati, da me pridejo odšlepat, ker bom porabil vse škrate elektrone. Poglejte, celo prelepili so napolnjenost baterije in doseg, da med vožnjo ne bom skrbel še za to, ampak samo užival v tišini. No, pa pojmo. Eden od 4 električnih avtomobilov v Evropi je Renaultov. Že preko 100 000 so jih prodali do danes, kar sploh ni majhna številka. Še bolj zanimivo je, da vsako leto prodaja takšnih avtov zraste za več kot polovico in model Zoe je prepričal že 50 000 voznikov. Zanimivo je, da vedno, ko pridemo na premiere prenovljenih modelov, govorijo, kako so spremenili masko, luči in spodnji del odbijača, tukaj pa praktično nič. Baje je bil vsem tako všeč, da niso želeli nič drugače. Tukaj so samo nova platišča in 2 barvi, pa tale paket Bose za najbolj zahtevne, zato je na sedežih zdaj lahko ustnje, voznikov je ogrevan z ledveno oporo, za zvok pa skrbi 7 zvočnikov in ojačevalnik z majhno porabo. Ja, pri električnih avtih mora biti vse varčno, ampak vidim, da me tukaj nima kaj skrbeti. Če uporabim enostavno matematiko, imam zaenkrat porabo 14 kWh. Pazite to, vedno se jezim, ko moram na dolgo pisati in govoriti takšne oznake. Pri električnih ves čas kilovatnih ur in zdaj sem si izmislil okrajšavo kvur. Pa da vidimo, če se bo prijela. Skratka, poraba 14 kvur, baterija ima po novem namesto 22 kar 41 kvur, torej skoraj 300 praktičnih kilometrov. Ni švah. Sploh glede na izkušnje, ki jih že ima Renault s 50 000 uporabniki Zoeja, pri čemer vidijo, da povprečen Evropejec na dan ne prevozi niti 60 km, medtem ko tretjina sploh ne naredi ene poti v letu, ki bi bila daljša od 200 km. Res, zakaj si ljudje kupujejo velike avte z velikim dosegom, če jih ne uporabljajo? Nova baterija je po dimenzijah enaka starim, samo za okoli 20 kg je težja. Kdor je že vozil električni avto, bo navdušen seveda nad tišino med vožnjo, nad odličnim pospeševanjem pri majhnih hitrostih, nad odzivnostjo motorja, sploh pa nad lego na cesti. Tudi če Zoe ne izgleda zelo agilno, odklija je recimo dobrih 10 cm višji, odlično leži na cesti in je krasno vodljiv. In iz ovinka v prvi fazi pospešuje kot nor kljub samo 65 kW, 88 konjev. Evo, trenutek resnice. Na cilj sem prišel, tako da so skoraj vse stvari odveč, ostalo mi je pa še 143 km, skoraj pol baterije, ni švah. Verjetno bi se končna številka prepolovila, če bi se vozil po avtocesti, ampak tole je bistveno boljše kot prej. Zoe je z novo baterijo 2500 € dražji in še vedno jo lahko najemate kot prej, če vas skrbi, da iz leti pade zmogljivost. Po novem pa jo lahko tudi kupite in takrat stane osnovni model 40-kvurno baterijo slabih 32 000 €. Vidite, če bi bilo po starem, bi moral reči baterijo s kapaciteto 40 kWh. A ni škoda sekund oddaji za nepomembno nakladanje kot je tole. Kilovatnih ur sem mislil.